Prikazali ste nam en del vašega dela tukaj v KIK Kamniku, pa nas zanima, kaj sicer še delate vojaki. Vojaki na sami lokaciji KIK Kamnik uničujemo izključno sredstva, pirotehnična sredstva in polizdelke, ki so bile za proizvodno izdelkov na lokaciji KIK Kamnik. Skladno z načrtom, ki smo ga izdelali v Slovenski vojski in sredstvi, ki smo jih dobili iz popisa stečajnega upravitelja. Zelo pomembno je, da ugotovimo še za nekatere kemikalije in snovi, ki se nahajajo v tem kompleksu, ali gre za nevarne, problematične, predvsem za tega, da bomo potem vedeli, kako jih uničevati oziroma odstranjevati ali pa skladiščiti. Zaenkrat poteka delo, ko ste si ga začrtali, vas je mogoče kaj presenetilo, ste našli kakšno snov, ki je niste pričakovali? Zaenkrat delo poteka skladno z našim načrtom. Sicer smo na nekatera sredstva dali prevelik poudarek, to se pravi, sam hrvaški vžigalnik mislim, da je bolj zahteven, oziroma da ga je več v rifuziji. Pojavljala se pa druga sredstva, ki so bila pa bolj ogrožena, kot smo pričakovali. Vendar v globali sredstev, kritičnih sredstev, da nas bi presenetili, jih ni bilo. Zdaj, če do same akcije ne bi prišlo, bi bili prebivalci ogroženi? Sigurno so obstajala in še vedno obstajajo določena tveganja in to je osnovni namen slovenske vlade, da ta tveganja odstranimo in zmanjšamo na takšno stopnjo, da ljudje, ki živijo v neposrednji okolici, ne bodo ogroženi in bodo lahko mirno živeli skupaj s tem kompleksom. Kako dolgo bo trajalo, da bomo lahko rekli, da je območje tukaj te bivše tovarne varno? To bi jaz težko ocenil, kdaj bo varno v tej tovarni. Tisto, kar si je Slovenska vojska zadala, to se pravi uničevanje sredstev in snovi, ki so iz popisa, ki smo jih načrtovali, bo uničena najkasneje do septembra 2015.